En dober večer vsem skupaj, da ne bom komu hrbta kazal. Prvo bi rad pozdravil naše goste, predsedniške kandidate, Natašo Pirc in Anžeta Logarja in njihova spremstva. Seveda pa bi rad pozdravil tudi še naše člane, ki ste se odzvali. Pričakujem, da bomo imeli en lep večer skupaj z našimi kandidati, da jih boste lahko tudi kaj vprašali in da boste zvedeli tudi kaj, ker do sedaj v intenzivnih medijskih nastopih niste. Predvsem bi vama pa jaz v imenu kluba SBC zaželil veliko uspeha na volitvah in se vama iskreno zahvalil, da sta danes tukaj, predvsem pa to, da sta končno dva kandidata, ki sta v tej kampanji vodila eno strpno politiko in nekako imam občutek, da sta se vmes tudi spoprijateljila in to je res vzorno in na tak način bo Slovenija sigurno bolje prosperirala in pogladila spore, ki so med našimi prebivalci. Tako da dobrodošli v klubu in lep pozdrav vama in vsem, ki ste prišli. Hvala lepa. Hvala. Hvala, predsednik. Tudi jaz pozdravljam oba kandidata za predsednika republike, vse članice in člane, ki ste se danes udeležili tega soočenja. Ko smo pripravljali to soočenje, smo si zadali za cilj, da mogoče zagotovimo okolje za soočenje nekoliko drugačno, kot sta ga navajena oba kandidata, pa tudi mogoče, kot smo ga navajeni vsi mi, ki jih poslušamo zdaj že kar precej časa po raznih medijih. Izhodišče za ta pogovor, ki ga bo vodil gospod Gregor Trebušak, ki ga tudi lepo pozdravljam, bodo iz ustavnih določil, dveh ustavnih določil, to se pravi ustavna pravica do svobodne podjetniške pobude in pa socialna država. Mi vsi vemo, kako pomembno je določilo socialne države za naše državljanke in državljane, hkrati še posebej mi podjetniki vemo, da to socialno državo seveda je potrebno financirati, da prava država mora biti sposobna sfinancirati socialno državo s dobrim delovanjem podjetij, ki zagotavljajo dobiček, ki zagotavljajo delovna mesta z visokimi plačami in ki izvajajo storitve ali pa producirajo produkte z veliko dodano vrednostjo. Na tak način seveda podjetniki razumemo delovanje države in vemo, da naj bi bila država to, kar smo zapisali v našem manifestu, okolje, ki zagotavlja manifestacijo potencialov vsakega državljana ali državljanke, pa hkrati poskrbi za vse tiste, ki tega niso sposobni. Mi vsi vemo, da socialno državo v času naše osamosvojitve prevladujoče zagotavljamo tudi z najemanjem kreditov, kar pomeni, da postajamo odvisni od mednarodnega kapitala in da mi zlasti podjetniki pogrešamo določene elemente države, ki bi zagotavljali nam kot podjetnikom optimalno pogoje, da zagotavljamo državi plačevanje davkom, prispevkov za naše zaposlene in čim višje plače. Tako da ta pogovor ne bo politični, ideološki, ampak podjetniški in že naprej se zahvaljujem obema kandidatoma, da sta nas počastila s svojo prisotnostjo in predajam mikrofon profesionalcu. Hvala, Marko. Ja, en lep pozdrav tudi v mojem imenu. Upam, da me poznate, to pomeni, da ste na tekočem z novicami, upam, da mi ne verjamete vedno, to pomeni, da ste kritični. Glede na to, da ste podjetniki, pa vem, da to ste. Se zahvaljujem za to zaupanje, da ste me vzeli sem, menda, da je najbolj pomagalo to, da oba kandidata dobro poznam, ker jih tudi že nekaj časa mučim, zdaj o teh. Res je, kar je povedal tudi Marko, ne bomo govorili o ideologiji, tega sem najbolj vesel, ker je pa tukaj tudi nekaj drugih medijev, predvsem STA pozdravljam, Slovensko tiskovno agencijo, ki vsem slovenskim medijem, tudi tujim, zagotavlja
poročanje o tem, kaj se dogaja po Sloveniji. Morda samo kratek uvod za tiste, ki bodo to brali, pa potem dajali te informacije naprej. 8 let je od začetkov Kluba slovenskih podjetnikov, danes združuje 360 članov, na spletni strani iz poletja jih je še nekaj manj, kar pomeni, da se klub mesečno širi. Poslujejo nadpovprečno uspešno ti podjetniki, ki so člani oziroma ki ste člani seveda in so do poslovnih rezultatov prišli z lastno idejo ali kot nasledniki družinskih podjetij, torej z lastnim trudom, ne pa s privatizacijo. To je pomembno samo kot pojasnilo tistim, ki nas bodo zdaj gledali ali pa spremljali, potem brali. Skupina podjetij ima 23% višjo dodano vrednost od povprečja v slovenskem gospodarstvu. V zadnjih 5 letih so podjetja iz skupine prodajo povečale za 54%, izvoz podjetij iz skupine je zrasel za 137% v 5 letih. Vsakdo, ki je del te skupine, lahko kadarkoli dokaže, da so plačane vse dajatve države, torej vsi davki, in še nekaj, člani te skupine niso člani nobene politične stranke, podpirajo apolitičnost kluba do vseh političnih strank v državi. Tukaj velja, nisi ne v svetu stranke, niti v, ne vem, kakšni svetnik ali župan in tega se držijo ravno zato, da lahko potem takšni pogovori so apolitični. In ta kratek uvod nas pripelje do prve misli, ki sem jo izbral in do začetka našega pogovora z obema predsedniškima kandidatoma. Še enkrat hvala in lep pozdrav, danes že drugič, smo se srečali prej, ko sta imela že soočenje na kanalu A. V dobro upravljeni državi je revščina nekaj, česar se je treba sramovati. V slabo upravljeni državi je bogastvo tisto, česar se moramo sramovati. To je ena taka misel, pa si zdaj podjetniki sami odgovorite, kakšna država in kakšno upravljanje v tem trenutku torej imamo. In ponavadi vaju vprašamo, novinarji, zakaj bi bili pa vi boljša kandidatka kot vaš kolega, oziroma zakaj bi bil Anže boljši kandidat kot Nataša Pirc Musar. Sam bom zdaj, ker smo tukaj med podjetniki, vprašal drugače, kdo od vaju je bliže tem idejam Kluba slovenskih podjetnikov? Kdo jih bolj čuti? Lahko jaz? Ne gre za to, kdo je bliže tej ideji, ampak sama imam izkušnjo iz gospodarstva. Iz nule sem naredila svojo odvetniško pisarno skupaj s kolegicami. Vem, kako težko je začeti. Strah me je bilo, verjemite mi, ko vraga. Ni Bogom dano, ne, da ti odpreš podjetje in potem rečeš, ne, zdaj pa bo to normalno funkcioniralo. Vsak podjetniški začetek je neizmerno težek, tudi moj ni bil lahek. Res je, da je bila moja dodana vrednost verjetno ta prepoznavnost, ki sem jo prej imela na poziciji informacijske pooblaščenke in še prej v novinarstvu, bi lagala, če ne bi rekla, da je blagovna znamka Nataša Pirc Musar seveda obstajala že prej. Ampak moje podjetje je res raslo z tiste nule, verjetno izpolnjujem vse pogoje, ki jih imate pri vas v SBC-ju. Začeli sva 2, danes nas je 9 in še 3 v drugem podjetju, ki se ukvarja samo z varstvom osebnih podatkov in GDPR-u. Torej danes obe podjetji, v katerih sem solastnica, dajeta kruh 12 ljudem in seveda 12 družinam. Tako da to razumevanje podjetništva z moje strani nedvomno je. Nenazadnje ste pa verjetno tudi v teh soočenjih spremljali 8. predsedniškega kandidata, mojega moža, ker mi je bilo zelo težko razlagati stvari, ki so sofisticirane, zapletene. Težko je nekemu delavcu razložiti private equity ali pa venture capital ali pa M&A. Ampak dobro, pač je že skoraj mimo, no, še 3 dni. Tisto, kar sem pa vedno zatrjevala pri obeh in za tem stojiva oba in sem vesela, ko mi je Joc razložil, kakšna pravila za vstop v vašem klubu seveda imate. To je ta, bom rekla, podjetniška morala in etika, namreč zakonitost poslovanja, plačevanje davkov v Sloveniji in družbena odgovornost. Morda se v podjetništvu premalokrat o tej družbeni odgovornosti pogovarjamo, ampak ravno to je poleg dodane vrednosti, ki jo je Marko omenil na začetku, na zaposlenega, nekaj, kar verjamem, da je tudi gibalo razvoja lahko v vsaki družbi, kjer podjetniki ustvarjamo.
Hvala lepa. Morda bo Joč samo na koncu še povedal, ali ta političnost in apolitičnost pri Nataši seveda pije vodo in izpolnjuje tudi tisto pomembno dejstvo. Ja. Zdaj ne več, verjetno. Tako. Anže, vi ste dolga leta zdaj v politiki, ki pa ustvarja to podjetniško okolje. Kako pa vi vidite vlogo in pomen podjetništva v Sloveniji? Ko sem jaz študiral na ekonomski fakulteti, je profesor vprašal, kje bi želeli delati oziroma kaj bi želeli biti, in je malo tistih, ki je se takrat izjasnilo, da bi radi bili podjetniki. Takrat je veljalo, da je najbolje začeti v, ne vem, Novi Ljubljanski banki, v kakšnem večjem etabliranem podjetju ali pa v državni upravi. Kaj je dal odprtje naše družbe in odprtje meja z vstopom v Evropsko unijo, je dalo to široko miselnost, ki mislim, da je ključna za uspešne podjetnike. Jaz nisem nikoli razumel, zakaj grejo uspešni podjetniki nekomu na živce. Zakaj nihče ne privošči ali pa zakaj velik del populacije ne privošči uspešnih, bogatih podjetnikov, ki s svojim delom naredijo dejansko ne samo ekonomski preskok, ampak tudi miselni preskok. In ta podjetniška miselnost, da se lotiš nekega projekta in ga potem tudi dejansko resničiš, je tisto najbolje, kar je v podjetniškem sektorju. Recimo, za pogoji, kot jih vi zahtevate za članstvo, dejansko dajete temu najboljšemu delu podjetništva državljansko pravico, če se tako izrazim. In mislim, da je treba to samo spodbujati in mislim, da moramo to mentaliteto uspeha, torej zmagovalni duh Slovencev, ki ga gledamo v športu in ga danes vidimo tudi pri prenekaterem mladem podjetniku, pa tudi nekom, ki je vzpostavil uspešen poslovni model, kot nek model, ki ga velja posnemati v mlajši generaciji. In danes sem prepričan, da ravno zaradi vas, pa zaradi uspešnih podjetnikov, je več populacije na ekonomski fakulteti, ki želi biti uspešen podjetnik, ne pa zaposlen v neki etablirani državni, paradržavni ali pa ne vem, privatni veliki firmi. Hvala obema za ta prvi dober uvod, ki je pa zdaj pelje k temu glavnemu vprašanju. Močan preboj naše države je mogoč le, če bo temeljil na hrbtenici pač naše družbe, gospodarstva. Več kot bo gospodarstvo prinašalo, lažje bomo imeli dobro socialno državo. Torej, tukaj ste vi ključ. Kako predsednik države temu torej lahko asistira? Sam sem si tamle zadaj vzel eno jabolko, pa ga poznata, jabolko navdiha. Mislim, morda se motim, pa se upravičujem Pahorju, ampak mislim, da ga gospodarstvenik v vseh teh 10 letih ni dobil. Da ga dobi družba, pa vsi ljudje. Zdi se, da ni nekih pohval, nagrad, izpostavljanja, ko gre za, ne vem, za vas ali pa za koga drugega. Torej, kako predsednik temu, kar ste vi rekli, Anže, ali pa vi, Nataša, da ste se borili, lahko asistira in bo, če boste tam vidva? Ja, bistven element, ko enkrat stopiš v politiko, je zavedanje tega, kar ste ravno rekli vi. Večkrat sem v svojih izjavah poudarjala, predvsem sem, tako, če se malce pošalim, iskreno uživala v razpravah izven ekrana z gospodom Kordišem. Mislim, da smo se enkrat že celo pošalili, ko smo sedeli skupaj, pa ga je nekdo vprašal, pa Miha, ti res verjameš v to, kar govoriš, ne? In jaz sem večkrat povedala, da močnih socialnih transferov in močne socialne države brez močnega gospodarstva ni. Kdo polni proračun? Ne vem, ko se je gospoda Kordiša enkrat vprašalo, za koga se boste zavzemala, ne, za delavke, trgovke, pa ga je potem en novinar vprašal, ja, kaj pa gospodarstveniki in obrtniki? Je rekel, no, za obrtnike še, gospodarstvenike je spustil. Mene to v bistvu preseneča, pa ne moreš reči, da živi na drugem planetu. Saj bi se moral zavedati, da je gospodarstvo tisto, ki omogoča socialno državo. Svobodna gospodarska pobuda in močno gospodarstvo in socialna država nista dva planeta. To je ena in ista zgodba, ampak vsaka seveda
v dobrobit družbe prinaša s svoje strani. Tisto, kar predsednik oziroma predsednica lahko naredi na tej funkciji, je nedvomno gospodarska diplomacija. Gospodarska diplomacija je nekaj, kar je morda kakšen od predsednikov malce zanemaril. Morda so bila srečanja z gospodarstveniki tujih držav, kamor je potovala slovenska delegacija gospodarstvenikov na čelu s predsednikom države, premalo natančno pripravljena. Morda je potrebno več narediti tudi na segmentu ozaveščanja gospodarstvenikov, kaj pravzaprav je glavni moto gospodarske diplomacije. Večkrat, ko se pogovarjam z gospodarstveniki, imajo morda mnogi napačen občutek, da je predsednik oziroma predsednica države lahko tista, ki bo odpirala vrata in urejala posle. Ne, to izhodišče je napačno. Vi ste tisti, ki morate znati poiskati posle na tujih trgih. Naloga predsednika države s pomočjo predsednika druge države, kjer se odpirajo vrata slovenskemu gospodarstvu, pa je pomagati potem to speljati na neko višjo raven ali pa hitreje speljati, da pride do same realizacije posla. Gospodarska diplomacija je nekaj, kar bom kot predsednica nedvomno gojila. Želela bi si, da se vedno, ko se potuje v neko tujo državo, vsaj en dan nameni gospodarstvu. To je nekaj, kar je, ne samo bom rekla, da predsednik lahko naredi, jaz to jemljem kot mora. Tukaj bo sicer Anže vedel več povedati od mene, ker ima izkušnje na področju zunanje politike, vendarle je bil zunanji minister, ampak ekonomski atašeji oziroma ekonomski svetovalci na slovenskih veleposlaništvih so morda tudi ljudje, ki se jim je dajalo v zadnjih, ne vem, desetletjih, če želite, premalo pozornosti. To morajo biti vrhunski strokovnjaki, ki znajo pomagati spet našemu gospodarstvu pri poznavanju pravil države, kamor zahajate, kaj vse je potrebno narediti, da se registrira podjetje, ne vem, kakšni so davki, kje lahko tudi ambasade seveda odpirajo vrata in tako naprej. Skratka, gospodarska diplomacija je del nalog predsednice oziroma predsednika države, če mene vprašate. Anže, vam predajam besedo, tukaj pa bi zdaj prosil enega izmed vas, ki je bil kdaj del te gospodarske delegacije ali z vlado ali s predsednikom države, da prosi za mikrofon, pa pove svojo izkušnjo, kako je to izgledalo v preteklih, ne vem, 30 letih, še prej pa Anže seveda izvoli. Pa morda pred to gospodarsko diplomacijo samo še, kako bi se doma dalo temu asistirati. To jabolko navdiha je seveda šala, ampak ne vem, se da tudi doma kot predsednik države večkrat obiskati klub slovenskih podjetnikov, ne vem, vlada obiskuje podjetja, kaj pa predsednik? Da ne bo šel samo v domove za ostarele. Če smo pri jabolku, na eni strani ga odgrizneš, posnameš in iz tega narediš blagovno znamko, ki je zaželjena povsod po svetu. Podjetniška ideja je ravno iz nekega dobrega produkta prodreti in ustvariti potrebo po tem, da dejansko ta produkt uporabiš. In ravno zato jaz zaupam v podjetnike in zato tudi vem, da podjetniki, ki so ustvarili podjetje iz nič, se zelo dobro zavedajo, kaj potrebujejo. In tudi zelo dobro se zavedajo, kaj lahko dobijo od gospodarske diplomacije. In gospodarska diplomacija ni one size fits all diplomacija, ampak je segmentirana glede na države, ki jih posamezni sektor gospodarstva želi nagovoriti. Recimo za avtokratske režime je gospodarska diplomacija lahko uspešna in dobesedno odpre vrata poslu. Za demokratični sistem pa ne. Lahko pa dobri medsosedski odnosi in recimo vzpostavitev strateškega partnerstva z neko državo izpolni pogoje, da se ta gospodarska bilateralna izmenjava okrepi. In naloga predsednika republike, pa seveda tudi diplomacije, je predvsem ta, da najprej zna ločiti, za kakšen trg gre, potem zna segmentirati, za katere dele slovenskega gospodarstva je to zanimivo in na podlagi tega potem tudi izbrati prave sogovornike, da potujejo skupaj z predsednikom republike in na ta način začnejo tisti prvi kontakt, ki ga diplomacija in predsednik republike
lahko omogoči. Brez tega je bistveno težje. Gre tudi verjetno brez, ampak zakaj bi delali stvari težje, če jih lahko poenostavimo. Ampak tu pa trčimo ob drugi del, to je pa domači politični narativ, zaradi katerega pa nisem pretirano optimističen. Pa bom samo en primer povedal, vsakič, ko začnemo govoriti bodisi o kapici, bodisi o obdavčitvi najvišje plačanih, tistih z najvišjo dodano vrednostjo, se v javni politični dialog vedno zažre ideologija, češ bogati morajo plačevati več, ne pa, kako pomembno je, da najboljše strokovnjake ohranimo v Sloveniji, če smo jih izšolali, plačali 100.000 evrov za njihovo šolanje, potem pa jih ne moramo kot strokovnjake ustrezno plačati doma. In recimo ukrepi, kot so davčne razbremenitve, so ukrepi, ki grejo naproti gospodarstvu. Ukrepi, ki grejo v nasprotno smer, ki to preklicujejo, so pa ukrepi v nasprotno smer. In predsednik republike lahko preko foruma, ki sem ga tudi sam predlagal v svoji kampanji, to je vzpostavitev formalnega foruma vrha slovenske politike, v bistvu dejansko vpliva s svojim političnim vplivom, svojim javnim vplivom, pa tudi preko dialoga z vsemi ključnimi političnimi akterji, da ne stopijo na pot demagogije, ampak da gredo naproti gospodarstvu. Ta zadnji stavek je bil odgovor na moje vprašanje, ki ga torej ni bilo, ker kot predsednik države seveda ne govoriš o davkih, lahko pa, kot smo torej slišali, govori s politiki o davkih in o podjetništvu. A se je našel kakšen, ki je bil del? To se pa zdaj med sabo dogovorite, kdo bo povedal, ja. Požar Mirko, sem jaz. Dobro večer, obema kandidati. Torej, jaz lahko povem izkušnjo gospodarske diplomacije pred 10 leti, približno 5-6 diplomatskih poteh s predsednikom sem bil. Lahko na kratko povem, da je bilo izjemno druženje, od biznisa ni bilo žal nič. Zgledalo je pa to predvsem približno tako, da v Sloveniji se je zbrala selekcija gospodarstvenikov, ki smo šli v avion s predsednikom, na drugi strani se je zbrala selekcija neimenovanih gospodarstvenikov, srečali smo se v dvorano in so bili B2B sestanki. Torej, ne veš niti koga boš srečal, niti ali ima interes, kakšen je skupni imenovalec. Skratka, to je ena izkušnja, ki ne funkcionira. Takrat smo to vztrajno ponavljali, ali smo ponavljali zato, da smo imeli dober izlet, ali smo ponavljali zato, da je predsednik imel PR, ne vem. Zelo se strinjam z vami, kot ste rekli, diplomacija v demokratičnih državah, pa avtoritarnih je popolnoma drugačna. In sam, ko sem potem, torej, če lahko na hitro povem, jaz imam 20 let podjetje v gradbeništvu, preživel sem gradbeni zlom pred 10 leti in potem prestrukturiral in produkte in tržišče in sam vstopil brez gospodarske diplomacije na demokratičen trg, torej na francoski trg. In moj kupec je bilo podjetje z 15 milijard prometa. In takrat sem se vprašal, ali bilo možno, torej tam ni posel za eno podjetje za par milijonov prometa, ampak tam je posel za 100 slovenskih podjetij, ki bi lahko naredili milijardo letnega prometa. In to je nek rol model v demokratičnih državah. Verjetno se je dogajalo kaj podobnega v avtomobilskem grozdu, ki je ravno tako velik. Torej, sem slišal, da so bile te poti, ampak v panogi, katerim sem sam bil, se to ni zgodilo nikoli. In dejansko, kje je problem? Problem je, torej, kje smo imeli podjetniki problem? Problem nismo imeli v ceni, ampak problem smo imeli v zaupanju, v jamstvih in tako dalje. Torej, ko nekdo posluje in poskuša dobiti posel nekaj 100.000 evrov ali pa nekaj milijonov, pri veliki korporaciji z nekaj milijard prometa, če govorimo v demokratičnih državah,
bi bilo zelo dobrodošlo, če nekdo na višjem nivoju vzpostavi most. Vzpostavi most, mostnik zaupanja, priporočil in tako dalje. Hvala lepa. Evo bom še jaz dodal moje izkušnje. Jaz sem bil kar nekajkrat v teh bilateralnih dogovorih, predvsem s predsedniki vlad in sem imel dobre izkušnje. Bi pa, ker nimamo veliko časa, v bistvu poudaril dve stvari. In tudi v bistvu bi apeliral na nek način na vaju, kot eden od vaju dva bo bodoči predsednik. Mi podjetniki imamo tukaj nekako občutek, da predsednik, ko je izvoljen, se podjetnikov nekako boji. In ne vem zakaj, ampak ne glede na to, da jaz smatram, da je bil Borut Pahor zelo dober ljudski predsednik, je on nekako ni našel te skupne poti s podjetniki in vedno se je v bistvu tudi bal srečevati s podjetniki in zato bi bili mi zelo veseli, če bi lahko kdorkoli že bo izvoljen predsednik ohranil stik. Mi ne želimo nič slabega, ampak želimo nek dialog in opozarjamo na stvari, ki nam v bistvu ne pomagajo pri našem poslanstvu. Tako da, kar se pa tiče predsednika kot nekega posrednika pri sklepanju poslov, jaz v to ravno ne verjamem, je pa lepo, če predsednik ima možnost v kateri državi, da nam organizira določene bilateralne pogovore, ki pa so v bistvu uspešni, samo če so dobro organizirani in se ve, kdo za koga pride. In jaz sem imel pozitivne izkušnje. Bi pa samo še eno stvar dodal, ki mogoče niti niste v Sloveniji seznanjen. Ta naša nova vlada je prvo, kar je naredila, zamenjala našega veleposlanika v Ameriki. Mislim, da je gospod Kajzer bil. Ta človek je v Ameriki delal za našo državo čuda. Jaz osebno sem bil sponzor Evropsko-nevadskih dnev, na katere se je udeležil 5 ambasadorjev in 26 evropskih ekonomskih predstavnikov in smo imeli krasne slovenske dneve v navadi. Naredili se je prek 30 milijonov konkretnih poslov in take ljudje bi mi morali zadržati v diplomaciji, ne pa da jih za ideologije zamenjamo. Pa jaz niti tega človeka nisem prej spoznal, ampak res so določeni diplomati, ki nam lahko odpirajo poti. Pa ne bom predolg. V bistvu bi pa sam zaključil s tem, da apel je, da bi se radi z vama tudi komunicirali nadalje, tudi s tistim, ki ne bo predsednik, in da upam, da se predsednica oziroma predsednik države v bodoče ne bo tako bal podjetnikov, kot se jih v preteklosti. A lahko tukaj nekaj dodam? Pa naj ne zveni zdaj to kot kritika predsednika Pahorja, saj sem bila že večkrat do njega kritična, ampak vam bom povedala en stavek, ki sem si ga zapisala v svoje male možgane. Kaj je razlika med politikom in državnikom? Politik je tisti, ki dela tako, da bo zmagal na naslednjih volitvah. Državnik dela za naslednje generacije, pa bom dodala, tudi če naslednjič ne bo izvoljen na volitvah. Večinsko volilno telo niste podjetniki in ni prav, da se zaradi tega stopati med vas nekdo ne upa. Vse sem že prej poudarila, da je izjemno pomembno to spoznanje, vedenje, da je gospodarstvo gibalo razvoja. Pa morda samo še v davkih, o katerih je prej kolega Anže govoril, jaz bi pa tukaj vendarle dodala tisto malce socialno noto, da ne bo popolnoma neoliberalno vse skupaj. Jaz pa mislim, da veliko bogatih podjetnikov v Sloveniji nima težav plačati več davka. Probleme pa imamo vsi podjetniki z nepredvidljivim davčnim okoljem. Če mi vsakič, ko se nam vlade zamenjajo, spreminjamo davčno politiko, je to zame nepredvidljivo davčno okolje. Vam bom povedala samo za en primer, v katerem sem zvedela par tednov nazaj. Velika švicarska multinacionalka z milijardami prometa na biotehnologijah je želela v Izoli odpreti in zgraditi tovarno, investicija okrog 35 milijonov evrov in 400 zaposlenih. Izola jim je bila všeč,
ker je vodstvo tega švicarskega podjetja so Italijani in je italijanski jezik bil neka dodana vrednost. Ko so se prišli pogovarjati na Ministrstvo za gospodarstvo, namreč kaj so želeli? Želeli so zavezo države, da se 10 let za njih davki ne bodo spreminjali. Vzamemo takšne, kot jih imate danes, želimo pa vedeti, kako bomo lahko rast tega podjetja v Sloveniji planirali za naslednjih 10 let naprej. In v Švici se to da, v marsikateri državi se to da. Pri nas so jih pa gledali, kot da so padali z ne vem kjerga Marsa, in seveda investicije v Izoli ni, ker se tega preprosto ni dalo narediti. Upam, da že obstajajo pobude znotraj tudi slovenske vlade, in to je podjetje, ki bi imelo več kot 200 000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega. Da bi se dalo vendarle razmisliti tudi v takšnih zakonodajnih okvirih, ko govorimo zdaj o tujih investicijah, ki prihajajo v Slovenijo, da bi se ta davčna predvidljivost dala zregulirati, seveda pod predpostavko, da enako velja tudi za slovenska podjetja, ki imajo 200 000 evrov in več dodane vrednosti. Skratka, da ne bi ta bonus, to boniteto dali samo nekemu tujcu, ki prihaja vlagati na slovenski trg, ampak ista pravila tudi za slovenska podjetja, ki znajo in zmorejo. Zdaj, a je to znanstvena fantastika, ne vem, ne me vprašati, ampak ta italijanski podjetnik, ki je to želel, je bil seveda nad tem razočaran. Tako, 5 minut pa je bilo konc pogovora. To se pa pri nas ne da. In je bilo konc. Zdaj, kar se tiče, mogoče čisto na kratko še, Gregor, če dovoliš, ko sem govorila prej o davkih in o tem, da bi bili bogati pripravljeni plačevati več, vam bom dala na enem zelo benignem primeru samo ponazoritev. Vzamimo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Vsi ga plačujemo enako in večkrat slišimo, da je dopolnilno dodatno zavarovanje tak nekaj, kar bi morali preliti v ta zdravstveni davek, ki ga plačujemo od plač, ampak nekdo, ki ima plačo 800 evrov neto, plača 36 evrov, nekdo, ki ima 5000 evrov neto, plača 36 evrov dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Te progresivne lestvice bi v marsikšnem segmentu seveda bile, ajde recimo, da je pravi izraz, bolj poštene. Ampak zdaj, kako in na kakšen način se tega lotiti, predsednik ravno ni lih čisto pravi za razprave o davkih, zagotovo pa je, tako kot ste mislim, da vi rekli, lahko nek most med tem, kar sliši na terenu in nedvomno bom sama tista predsednica, takšna predsednica, ki ne bo hodila samo po domovih za ostarele, To je bil samo primer, ampak resnično vidim gospodarstvo kot pomembnega sogovornika tudi v predsedniški palači. Ja, primer domov sem izpostavil zato, ker smo danes pač tukaj med podjetniki. Anže, da predam še besedo vam, naša država je mlada država, mlada demokracija, to velikokrat mi poudarjamo ali pa nas to učijo stare demokracije. Pa morda, da se naveževa na ta primer, da ostanemo malo pri davkih, pa pri demokraciji, bi si kot predsednik torej upali, če bi slišali tudi vi za tak primer, poklicati Roberta Goloba, narediti en velik sestanek in torej javno sprožiti debato, kaj bi Sloveniji prineslo, če bi imeli delovna mesta, ne vem, smo slišali na 200 000 dodane vrednosti, se pravi, da bi kot predsednik peljali neko to dobro idejo, pa ponavadi se seveda to ne dogaja v predsedniški palači, pa vendarle. No, jaz bi že prej v dogovoru z izvršilno in zakonodajno vejo oblasti apeliral na to, da se oblikuje stabilno gospodarsko okolje in da je davčna politika takšna, ki spodbuja podjetniško miselnost in privablja dejansko gospodarsko aktivnost v Sloveniji. Skratka, že izvorno mislim, da je potrebno regulativo spremeniti na način, da bo to spodbujala. Zdaj, to, kar se je recimo zgodilo z Magno gor v Štajernskem, v Hočah, ja. Državni zbor je sprejel poseben zakon za to podjetje ravno zato, ker je normativna podlaga v Sloveniji tako zakomplicirana in birokratsko zapletena, da drugače v relativno kratkem času te investicije ne bi mogli izpeljati.
Predstavljajte si državo, kjer moraš za eno podjetje sprejemati zakon v državnem zboru. Nekaj ni v redu. In če nekaj ni v redu, je v bistvu zadnji čas, da začnemo vse te omejitve, ki so, počasi eno za drugo umikati, da damo podjetniško tisti prosti duh. Vse, ko boste dali podjetniku neko možnost za zadiha s polnimi pljuči, da vidi, tu pa jaz lahko še razvijam, glejte, se bo sam najdu, kje so meje njegovih sposobnosti. In če se ob tem naredi ali pa pojavi nek primer, ki bi dejansko v Sloveniji prinesel nek razvojni potencial, novo dodano vrednost, mislim, da je naloga vsakega, ki mu je mar za to domovino, da naredi vse, kar je v njegovi moči, da spodbudi to. In kot predsednik republike lahko ravno v okviru tega dialoga z izvršno in zakonodajno vejo oblasti to narediš. To delajo po vseh državah, ki jim je mar za to, da se gospodarsko razvijajo, da imajo večjo dodano vrednost, da imajo večjo zaposlenost in da dejansko postanejo kot nek magnet za nove gospodarske naložbe. In v teh razmerah, ko imamo digitalno tehnologijo, ko je dejansko pandemija prinesla to, da imamo sodobne nomade, ki niti nimajo več svojega bivanja v tisti državi, kjer delajo, je to še toliko bolj pomembno. Zato mislim, da je naloga vsakega, ki se s politiko ukvarja, da gre razvoju naproti. Ja, preden bomo šli na nekaj vprašanj, tudi seveda iz publike, morda to, kar ste zdaj govorila in predvsem vi, Anže, na koncu, ko smo govorili s podjetniki oziroma kot sam urednik in voditelj, 15 let poslušam, da v resnici na tej politični strani nimajo nekoga, ki bi jih zastopal v narekovajih. Se pravi, če imamo vlado levo, desno, ne, da bi bil pa nekdo in predsednik države, to pa je, ker je izvoljen kot on iz večine, da bi pa znal reči, dobro, zdaj pa se, ne vem, leva vlada ali pa desna vlada malo ustavite, prisluhnite jim. Če sem vaju razumel, bi vidva se znala izpostaviti oziroma upala izpostaviti in poklicati Roberta Goloba ali pa gospodarskega finančnega ministra in reči, dajmo poslušati še gospodarstvenike, tiste, ki nam prinašajo za to, da imamo lahko to debelo socialno državo. Torej to v naslednjih 5 letih ne bo problem. Ne, še več, jaz v bistvu to pričakujem tudi od podjetnikov. No, oni tudi vaš čas delajo, si pa želijo še nekoga, ki bi v njihovem imenu morda še malo več močiti pokazal. No? Ampak imamo recimo konkreten primer, uspešno podjetje, ki praktično nima konkurence v Sloveniji, se želi širiti, pa se ne more širiti zaradi birokratskih ovir na upravni enoti v Ljubljani. Pa je bil moj predlog, da naj problem izpostavi, problematizira tudi ob obisku vlade v regiji, pa je bil odgovor približno tak, se ne upam, ker potem mi bodo poslali inšpekcijo. Točno tak odgovor je bil in ga tudi ni problematiziral potem na pogovoru vlade z podjetjem, kar mislim, da je narobe in tu lahko predsednik republike vstopi kot na nek način nekdo, ki zagovarja sodobno podjetniško pobudo in odprti trg, da če primeru, da pride do takega problema, kjer gre očitno za zlorabo upravnih in uradnih pooblastil za to, da nekomu nagajaš, ker si je drznil zoperstaviti zveličavni odločitvi birokratskega oviranja. In ko bo en tak primer dejansko v javnosti tudi dobil svoj epilog in tu ne more zmagati upravna enota, tu more zmagati podjetniška ideja in tu more vlada tudi podpreti to vrstni razvoj, takrat bojo tudi v drugih segmentih bistveno bolj prisluhnili gospodarstvu in bili tudi bistveno bolj učinkoviti. Zdaj se pa spomnila še na eno stvar, ki bi jo rada delila z vami. Sej so že neki zgledi in vzorci v Evropi, da se vendarle da narediti neko podjetniško okolje, ki prinaša visoke prihodke v proračun. Irska ima 5,5 milijona prebivalcev, mi smo na 2. A veste, koliko znaša proračun Irske, državni proračun? 68 milijard evrov. 68 milijard evrov. 1,5 milijarde letno gre lahko za brezdomce. Irska je Evropska Silicijeva dolina. Nekaj že morajo delati prav, ne, da se high-tech tehnološka podjetja selijo v Dublin, se so vsi te veliki praktično tam od Mete do Applea in Facebooka, mislim, dobro, to je zdaj Meta, pa še več jih je.
Google mislim, da ima tudi enega večjih sedežev znotraj Evrope, prav v Dublinu. Včasih imam občutek, da v Sloveniji izumljamo neko toplo vodo. No? A se res ne da pogledati neke uspešne države, kaj se je tam naredilo prav, da danes Irska na tem področju res prosperira, pa še marsikakšna druga država. In dejstvo, ki se ga še kako zavedate vi v gospodarstvu, je pa tudi sledeče. Visoke dodane vrednosti na zaposlenega delajo visokotehnološka podjetja. Ne gre seveda za to, da moramo zdaj industrijo ukiniti, pa ne, tudi storitvene dejavnosti, ki jih v Sloveniji imamo. Vse to vsaka država mora imeti. Ampak če želimo, in to tudi je, kolikor sem razbrala, želja doktorja Goloba, da bi v naslednjih 2 letih iz 52 000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega prišli na 60 000, najhitreje seveda dodano vrednost lahko povečaš s high-tech podjetji. Start-upi, mladi, venture kapital in tako naprej. Ne. Skratka, da se. Zdaj pa vprašanja, tisto, kar si vi želite slišati, ja, od predsedniških kandidatov. Mogoče nekaj za dodati, celo se ne sem prva za dodati na Irsko. Davki, ne? 2 do 4%, aha, pardon, vse po mojem sem me slišal. 2 do 4% efekti v tak sred imajo Na multinacionalke, ja. Na globalne davke, tako da mogoče je tudi tle en velik razlog. Vse smo Kaj moram slišali, ponoviti? ja. Je kakšno vprašanje, ker drugače bom jaz končal tam, kjer ste vi? Aha. V bistvu se me slišite tudi. V bistvu Nazaj te ne, veš. Predsednik lahko ena velika pomoč, ker je v bistvu stvar percepcije podjetništva v državi. V mnogih ali skoraj večina vseh gospodarstvih je splošna misel, da naj bi vsi v državi delali v smeri, da se podjetnikom pomaga, da bodo čim bolj uspešni, ker iz tega se bo v socialne fonde prelilo veliko denarja. Pri nas se pa v bistvu dogaja obratno. Podjetnike je treba čim več užeti, da se bo dal v proračun denar za tiste, ki velikokrat tudi takšne, ki ne delajo. In če sam pogledate, pri nas sploh ni neke stimulacije, da bi kdo nezaposlen, ki čaka na Zavodu za socialno delo, se zaposlil, ker praktično prejema iste stvari. Medtem ko nekateri skrajni politiki neprestano polagajo obremenitve na podjetnika in to dela naš gospodarsko okolje nezanimiv. In predsednik je lahko tista osrednja figura, ki nam pomaga spreminjati miselnost, da od otroka do upokojenca, da se ta zavedanje, veliko bo dobrih podjetij, veliko bo uspešnih podjetnikov, več bo denarja in budžeta za socialno državo. In druge rešitve sploh ni. Tako da kapital je zelo plašen in se zelo hitro preseli in lahko vama kot predsednik kluba povem, da se ta moment kapital že seli Slovenijo. Hvala. Ker imamo še 15 minut do konca, omenila sta mlade, Nataša, vi ste jih omenili, tudi tukaj v klubu slovenskih podjetnikov imajo podmladek, ki skrbi tudi za start-upe in tako naprej, zato morda, pa da bomo malo krajše odgovarjali, kako bi kot predsednica oziroma predsednik pa nagovarjali te mlade, jih spodbujali, da naj bodo bolj ambiciozni in predstavljali, da je prav ta podjetniški duh ali pa ideja podjetništva nekaj, kar lahko naši družbi veliko doda in da seveda ostanejo torej doma ali pa se domov vračajo in to počnejo doma. Kot predsednik, seveda, še enkrat ne moramo zdaj iti na vladne ukrepe, ampak kot predsednica oziroma predsednik. Ja, zdaj, ravno pri mladih opažam ta problem, da izzivov doma ne najdejo. Ne. To je nekaj, česar nas, ne samo da nas skrbi, tega nas mora biti strah. Jaz poznam ogromno, med prijatelji imamo
vrhunsko strokovnjakinjo diplomirala na strojni fakulteti v Ljubljani, šla na izmenjavo v München na strojno fakulteto, eno boljših v Evropi, danes ima službo v BMW-ju, nikoli več ne bo prišla nazaj. In tam po verigi napreduje gor, a veste, kako hitro, stara je 34 let, pa je že na menedžerski poziciji. A ne? Sej vem, podjetje, kot je BMW v Sloveniji, ga verjetno ni takšnega, ne? Ampak ne bo je nazaj. Zdaj, kaj bi lahko kot predsednica naredila? Sej problem je praktično isti, ali imamo mladega ali pa starega podjetnika. Za vse so pravila enaka in za vse so zdaj recimo enako neugodna. Ne? In če hočemo mlade tukaj zadržati, ja, sej vem, zdajle se bo spet bogokletno pogovarjati o tej socialni kapici, ampak jaz resnično verjamem, za tiste poklice, kjer želimo ustvarjati najvišjo dodano vrednost in jih zadržati v Sloveniji, socialna kapica je rešitev, skratka, da se jim lahko na začetku kariere da takšne plače, da ne bodo šli že čez mejo v Avstrijo, ker bojo imeli avtomatsko, ne vem, 30% več za isto delovno mesto z istimi delovnimi izkušnjami. Primer z Hrvaške, zadnjič ga je, mislim, da gospod Brodnjak povedal na MČM-u, ob istem bruto znesku plače za mladega inženirja, na Hrvaškem mladi inženir dobi 40% neto večji izplen kot v Sloveniji. Tudi v Avstriji, ne? Skratka, prosim? 5. Aha, 5 let na Hrvaškem zdaj govorite, to, kar je gospod Brodnjak rekel. Skratka, 5 let dobivajo to olajšavo, da se te lahko toliko plača, da ne odidejo v tujino. Ne? Jaz mislim, da se bo več tudi strani predsednice, predsednika potrebno pogovarjati z predsednikom vlade. Sej pristojnosti res na papirju ni veliko. No. Ampak mislim, Gregor, da ste vi prej rekel, da to, kar predsedniku oziroma predsednici daje neko večjo legitimiteto ali pa moč besede, če želite, je ravno ta neposredna izvoljenost. A ne? To je edina funkcija na najvišjih političnih vrhovih, kjer res ljudje povedo, komu zaupajo. Težko si predstavljam še eno stvar, da bi kdorkoli lahko predsednici ali predsedniku rekel, ne vem, jaz pa ne bom prišel na posvet v predsedniško palačo ali pa, ne vem, ko ga povabiš na razgovor. Ne. Ni seveda dovolj, da se v predsedniški palači zgolj debatira. To je bila večkrat moja kritika gospodu Pahorju, sama sem bila na enem od teh posvetov, nobenih zaključkov, nobenih točk, kaj se pa zdaj lahko naredi glede na vsebine, ki smo jih ugotovili na takem predsedniškem posvetu. Sama se bom nedvomno zavzemala za to, da pridemo od koraka 1, ki ga je gospod Pahor začel s temi posveti v predsedniški palači, pridemo na korak številka 2, ki je, kaj smo tam povedali, kje se strinjamo, kje se ne strinjamo, in v točkah, kjer se strinjamo, korak številka 3, kaj bomo pa zdaj naredili. Ne? Ali se levi in desni strinjamo, da se to lahko spremeni? Prosim, dajmo potem. Ne? Anže, vi prihajate iz desnega sredinskega pola, tam velikokrat govorite o zavesti do države, pa se vrnem nazaj na vprašanje, kako torej prebuditi ambicije v družbi med mladimi, jih zadržati in jim vcepiti še to neko zavest do države, ki jo stari podjetniki morda bolj imajo, mladi pa zdaj vidijo seveda svetovni trg. Se pravi, če jim vcepimo še nekaj in jim morda predsednik to iz pozicije predsednika govori, se da, bi se dalo, ali imate morda tu kakšno idejo? No, ampak prisluhnimo temu, kar je rekel predsednik SBC-ja. Podjetje oziroma kapital je plaha ptica in odhaja iz Slovenije. Je ravno v fazi, ko odhaja v Slovenijo. Povejte mi, kako boš mladega navdušil za podjetništvo, če ti predsednik SBC-ja reče, da je davčno gospodarsko okolje nepriljudno do podjetnikov. Ne moreš. In aktualna vlada, žal, mislim, da gre po poti še poslabšanja davčnega in gospodarskega okolja za podjetništvo. Tu je naloga potem tudi predsednika republike, da pove, da je to popolnoma napačna pot. In mene izjemno moti ta demagogija v politiki, v politični sferi, ki v bistvu na hrbtih podjetnikov ustvarja neko lažno socialno noto svoje politike.
Gospodarstvo je najboljša oblika socialne politike, plačani davki so najboljša oblika socialne politike, gospodarska rast in prilivi iz tega so najboljša oblika socialne politike in v bistvu tudi najbolj dolgoročna. Zato bi bila pametna politika morala biti zainteresirana, da je gospodarsko okolje takšno, da lahko podjetništvo prosperira. Jaz sem se v svoji kampanji, srečal z mladim podjetnikom, ki je šel prositi za kredit v NLB 25.000 evrov, pa ga ni dobil. Potem je pa poiskal denar preko Kickstarter oziroma startup forumih in je pred 2 letoma prodal podjetje za 1 milijon evrov. Če ne bi bil sam vztrajen, tega ne bi naredil. Zdaj ustanavlja že drugo podjetje, ki se ukvarja z medicinskimi pripomočki, ki bodo tudi prodajni hit v Sloveniji, enega je že prodal. In to samo priča o tem, da imamo nekaj teh izjemnih posameznikov, ki kljub vsem tem oviram, ki so v naši družbi, v našem gospodarstvu, v glavah politikov, vseeno uspejo prebiti to blokado. In to so ambasadorji te ideje, ki bi jih sam kot nekakšen dialog z mlajšo populacijo, torej z mladimi študenti, poskušal prenesti v tej smeri. Skratka, da organiziraš, panel, da organiziraš posvet v predsedniški palači, postaviš na eno stran izjemne posameznike, mlade, ki so uspeli v podjetništvu, da predstavijo tistim mladim, ostalim, širši populaciji, kaj je zgodba o uspehu. Skratka, preko tega zlatega modela zgodbe o uspehu mislim, da je lahko tudi v mladih to zavedanje o tem, da vendarle pejmo, bodimo pogumni, pojmo to pot ustvariš. Ker smo v zadnjih 10 minutah morda samo vprašanje, če je kakšen mlad podjetnik tukaj, ki bi povedal, kaj ga zadržuje v Sloveniji. Ja, prej je v davkih govoril na Irskem. Zakaj se pa vseeno da in ostane tukaj? Sej ni vse tako slabo, no, tukaj bodimo zato iskreni, ampak nikoli ni tako dobro, da ne bi moglo biti še boljše, a ne? To pa je ena mantra, ki bi jo lahko dali v svoje glave. Ne, pa če nadaljujem, oziroma če se ponovim, ni daleč od tega, da je tako slabo, no. Tako da, če ne bi ustrajali več tukaj, pa ne samo jaz, še ostali podjetniki, no. Ampak malo, če se vrnemo k tistemu jabolku, vse ne pričakujemo dosti, ne, ampak ne ravno, in če tukaj dodajam predsedniku Jocu, no, malo pomoči na temo, no. Naprimer, mi smo rasli v zadnjih letih po 30, 40 oziroma več procentov, plačali smo na letni ravni tudi 200 do 300 tisoč evrov prispevkov, bodi si davkov, bodi si prispevkov na plač oziroma davkov na dodano vrednost, ki bi jih drugače lahko reinvestirali in verjamem, da bi dosegli še višjo rast, no, tako da toliko. Drugače pa ostajamo mi tle zaenkrat. Saj jaz verjamem, da tudi vsi razumete, da država lahko samo funkcionira, če pobira davke, a ne. To nam tudi mora biti vsem kristalno jasno. Morda je še nekaj zaloge nekje, da FURS morda ni tako zelo učinkovit pri pobiranju davkov, ne, tam, ko se začnejo nekateri mali izogibati temu. Zakaj vam to govorim? Jaz sem bila zelo proti, če se spomnite, ko sem bila informacijska pooblaščenka, javni objavi davčnih dolžnikov, ne, ker so nekako hoteli na shame wall, potem bodo pa ljudje plačali davke. Seveda se to ni zgodilo, a ne, ampak takrat se je pa zelo jasno pokazalo, da so to kakšni davčni dolžniki, ki po 5-10 let niso plačali davka in se tudi malo vprašaš, no, koliko je učinkovit. Dve stvari bi tu dodal. To gre z roko v roki. Ja, morda na FURS, prej je povedal Joc Pečečnik eno anekdoto, pa je resnična, no, da je bivši finančni direktor spustil davek na luksuzna vozila, ne, pa je na koncu država pobrala več denarja, kot je prej. Ne, pa morda še na mlade podjetnike velikokrat, ko sem poslušal prejšnja vaša soočenja, pa tudi sam to vem, ni pa ga mladega, ki ne bi tudi iz tujine povedal, da je doma kvaliteta življenja pa neprimerno boljša. Ne? Tako da zdaj niso samo davki, ampak je tudi kvaliteta življenja, ki pa jo socialna država, narava in vse ostalo seveda daje. Morda čisto za konec še ena misel, ker smo pri kampanji, kjer sta res bila pohvalno na visokem nivoju, tem političnem in tudi, ko smo imeli kakšne
demagoške teme, kot je rekel Anže, sta ostala spoštljiva. Če mislimo, da ljudje, ki jih preziramo, nimajo pravice do svobodnega izražanja, potem tudi sami ne verjamemo v svobodo govora. Ta rek seveda verjetno dobro poznata. Zdaj smo pri koncu. Kako pa je s to svobodo izražanja? Koliko bomo torej lahko, vidimo zdaj v Ameriki, Elon Musk je kupil Twitter, podprl republikance, ker je rekel, da je bolje, da imamo demokratskega predsednika in republikance v senatu, dovoljuje veliko več te svobode govora. Vemo, da je bilo to v zadnjih letih tudi velik problem, sploh v koroni, ker morda bi pa z bolj spoštljivo komunikacijo tudi ljudje bolj sodelovali. Torej, moje vprašanje obema je, se bosta kot predsednika spustila, ne vem, tudi v dejstvo je, da vi prihajate iz te leve sredine, vi iz desne sredine, boste kdaj rekla tudi tistim svojim na svoji strani upala reči, poglejte, to pač ne gre, 2 milijona nas je, če želimo, ne vem, ne sme biti liste, kjer jih leva opcija ne dovoljuje, da se posluje z desnimi podjetji in desna opcija ne dovoljuje, da se z levimi podjetji, skratka, si bosta upala reči tudi svojim tisto, kar bi bilo prav, če se bi vama tako izdela, no? Jaz nedvomno lahko, ker nimam svojih. Jaz sem edina nestrankarska kandidatka v tem drugem krogu. Ja, saj me podpirajo, logično je, da so glede na moje prepričanja in moje vrednote v podporo meni stopile tudi stranke, kot so Svoboda in socialdemokrati, ampak 25 let nisem živela v coni udobja, sem se oglašala, ko je bilo potrebno. Bi pa vseeno rada povedala, da pa vendarle obstaja malce razlike med rekla, desno politično sfero in levo, kar se tiče svobode govora. Desna politična sfera svobodo govora jemlje kot neko absolutno pravico, v imenu katere lahko rečeš popolnoma vse. Libertarna pravica do svobode izražanja se pa vendarle, tisti, ki v to verjamemo, zaveda, da ima meje. In te meje so marsikdaj danes ob grobem, brutalnem govoru kar zabrisane oziroma se jih ne zavedamo dovolj. Kot predsednica države bom nedvomno gojila kulturo dialoga. Prvi v vrsti so politiki, ki se morajo zavedati, da v političnem diskurzu ni prostora za cinizme, žaljivke, predvsem pa ne za sovražni govor. Zaradi nekulture dialoga v politiki se ta preko medijev širi v vse pore družbenega življenja in danes smo tu, kjer smo. In to, kar Elon Musk počenja na Twitterju, ni dobro za svobodo govora. Anže, potem pa jo. Za mene je to vprašanje obsoletno, da lahko razpravljaš o tem, da ko je ena politika, prosperirajo druga podjetja, ko je druga politika, prosperirajo prva podjetja, mislim, da zgreši tisti zdravi duh razvoja gospodarstva. To je približno tako, kot če bi v diplomaciji, ko si minister neke politične opcije, lahko sodeluješ samo z veleposlaniki druge politične opcije, oziroma svoje politične opcije. To drugače vidimo, ne? Tako zaenkrat že v prvih 50 let gre. Ni tako in ne sme biti tako. In mislim, da je ravno pomembno v glavah, da naredimo ta preskok, da ne samo omejujemo in predalčkamo ne gospodarstva, ne ostale sfere, ki je tako pomembna. In sam kot v svojih preteklih funkcijah sem vedno tako ravnal, da sem sodeloval z vsakim, ki je lahko z mano sodeloval. In sem bil odprt za vse, ne glede na politično opredelitev, ker mislim, da je to edini pravilni način. Sam sem trdno prepričan, da je pamet, znanje, izkušnje približno enakovredno porazporejeno po celem spektru politične opredelitve in vsak, ki dejansko stremi k cilju, torej ki želi biti uspešen, je uspešen zaradi svojega truda, zaradi svojih aktivnosti, če je uspešen zaradi svojih političnih povezav, bo prej ali slej propadel, ker demokracija pa vendarle temelji na tem, da vsake toliko časa pride do zamenjave oblasti. In mislim, da so modeli, ki jih imajo kakšne druge bolj razvite države, pravilni, da ne glede na to, kdo je na čelu v podjetjih, ki so v delni ali večinski državni lasti, vedno ostane neko razmerje, ki pokriva celoten politični spekter, torej da ne gre za revanšizem in da ne gre za totalno menjavo kurza, politike in mentalitete, ko pridejo do zamenjave oblasti. Jaz bi še prosil za eno vajeno mnenje.
Slovenija je pač svobodna, suverena država, je del Evropske unije in pa vseeno se leta 2022 podjetniki s pogledom trenutne situacije in zazrti v prihodnost bojijo, da bi prišlo do možnosti nacionalizacije podjetij, se opravičujem, hvala. In me zanima, kakšne možnosti vidva vidita za takšno stanje v tej državi in kakšno je vaše mnenje okoli tega vprašanja, ker imamo pri nas tudi velike in poznane in najboljše podjetnike, ki jim to predstavlja resno skrb. To je pa eno najtežjih političnih vprašanj zadnjega časa. Sama sem bila kar presenečena, ko sem slišala namere o nacionalizaciji določenih podjetij. Jih poskušam seveda po drugi strani razumeti. Dogaja se ta retorika zaradi vojne v Ukrajini, ne, kjer se predvsem govori o nacionalizaciji strateških podjetij, ki so pomembna za energetsko varnost Republike Slovenije. Tresočo roko bo treba imeti pri tem, ampak morda v Sloveniji prej manjka razprava o tem, kaj pa je nacionalni interes države pri gospodarstvu. Ne. Tu včasih se kar malce zgubimo. Je enkrat eno, je enkrat drugo. Ali je prav, da smo toliko podjetij v državni lasti prodali, mogoče katerih ne bi smeli, mogoče katera še prej, kot smo jih. Ne, ta razmislek znotraj politike je morda premalo jasen, saj meni, ki nisem bila v srcu same politike. Velikokrat se govori o nekem nacionalnem interesu, ampak če me zdaj vprašate, ne vem, če je prejšnja vlada imela jasna stališča, če jih ima ta, tudi nisem čisto prepričana. Kolikor vem, se je govorilo o nacionalizaciji elektroenergetskih podjetij, ki niso še v državni lasti. Da naši člani, tisti, ki o tem veliko razmišljajo, niso povezani s dejavnosti, ki so v nacionalnem interesu države, ampak so splošne biznis firme in jih ta segment zelo skrbi. Jaz mislim, da je tukaj skrb odvečno, da bi se to širilo na neka podjetja, ki nimajo veze z neko, kot sem rekla, energetsko varnostjo. Ona bi bila pa šokirana, če bi se šlo tlele pa, ne vem, v venezuelsko politiko. No. Anže? Ja, mislim, da predsednik referira na neposrečeno izjavo predsednika vlade, ko je govoril o nacionalizaciji, čeprav je mislil dokapitalizacijo z presegom 50% plus ena delnica. Je pa res, da je ena od koalicijskih strank pa navija za nacionalizacijo. Iskreno ne vem, zakaj je ta stranka del koalicije, ker ima koalicija tudi brez te stranke udobno večino, ampak pač to je odločitev predsednika vlade. Razprava o nacionalizaciji ne spada ne v čas, ne v kraj, kot smo danes. Dopušča možnost, da s spremembo strategije naložb SDH-ja za določene kritične infrastrukture lahko pride do drugačne premise, torej drugačnega premisleka za naprej, če to prinaša dodano vrednost, predvsem v smeri zagotavljanja varnosti oskrbe, bodisi z energenti, bodisi z pač produkti teh energentov. Drugače pa mislim, da smo s fazo te razprave prišli kar nekaj 10 let nazaj. Mislim, da glede tega vsaj strani aktualne vlade, še posebej pa mene kot predsednika republike, ne bo niti milimetra koraka, kvečem zelo jasno sporočilo, da tega ne smemo, v to smer ne smemo iti. Pa se zdaj te razprave ni več, saj jaz je nisem zasledila. Bila pa je. Ampak je tudi med našimi člani je strah, jaz ne bom zdaj kle poimensko, pa kdo. Recimo Nemci so naredili zelo dober model, ko je država začasno dokapitalizirala podjetja, ki so imela možnost perspektivno odkupiti te deleže nazaj. In pač obstaja nek sum, da Iskra, ki je danes potrebna, da reši nacionalno oskrbo z energenti, jutri lahko preskoči tudi tja, kjer ni
nacionalnega interesa in mi imamo ljudi, ki selijo svoja podjetja v tujino zaradi tega strahu. To ni neka tema, ki bi jo kar tako jemala, ampak se to dogaja ta moment. No, to je zelo pomemben dokaz, ravno ta razprava, kako skrbna mora biti politika pri izražanju svojih stališč, kjer lahko napačna izjava, nepravilna izjava sproži v bistvu verižno reakcijo z zelo negativnimi posledicami. Še eno vprašanje, potem pa moramo končati. Ja. Torej, mislim, da smo lahko bolj konkretni, slišali smo z vaše strani zaveze, da želite vstopiti v dialog med podjetniki in vlado, če smo prav razumeli. Dejansko to, kar je predsednik govoril, lahko mislim, da konkretiziramo. V Sloveniji imamo pojav leve politike, ki je za nas kot ena giljotina v zraku in zelo vpliva na to, kot pravi predsednik, plašno ptico. In ta ukrep nacionalizacije je mogoče skrajen, ampak kaj pa, če se pojavijo to neki nenormalni davki? Torej, kako boste to naslavljali oziroma kako boste, koliko aktivno se boste vključili to? Tudi pojav, prej sem slišal od vas, da v bistvu gospod Kordež komunicira tako in drugače, ampak v bistvu opleta z izjavami, ki nimajo niti repa, niti glave v poslovnem svetu. Ampak dejstvo je, da je gospod Kordež vidni član aktualne vlade in te izjave so zelo zaskrbljujoče. Torej, kaj vi lahko naredite, da to pravilno skomunicirate? Zdaj, da ne bomo samo po gospodu Kordišu v velikem segmentu, razumem, politika levice ima svoj fokus na najbolj ranljive skupine, torej tiste najnižje plačane delavce. Tukaj pa vendarle je odgovornost gospodarstva, ko mi je Joc razlagal na začetku, je ena od zavez, da lahko postanete član SBC, je tudi ta, da redno plačujete davke in da zgledno skrbite za svoje delavce. Takšnih vas mora biti več. To je ravno tako kot v politiki. Ko imaš ti nekaj slabih politikov, bo cel parlament imel nizek ugled in če boste v gospodarstvu imeli veliko ljudi, ki ne plačujejo davko za svoje zaposlene, ki jih dobesedno zlorabljajo, poznate zgodbe, saj so bile v časopisih. Takrat bo tudi gospodarstvo imelo neko črno piko, čeprav niso vsi enaki, jaz se tega zelo zavedam. Ja. Jaz menim, da podjetniki moramo imeti še više zaveze kot plačevanje davkov. Podjetniki moramo ustvarjati družbeno odgovorna podjetja. Družbeno odgovorna, kar pomeni ne poskrbeti samo za lastnike in zaposlene, ampak poskrbeti za vse deležnike. To je trajnost, dolgotrajna trajnost. Torej, gospodje iz levice tega ne razumejo, ampak naslavljajo kapital iz 80-ih let in Reaganovo politiko. To je vedno isto in to bojo počeli. Zakaj? Zato, ker je to iluzija, da dobijo volivce iz dna družbene lestvice, kakorkoli temu rečemo. Torej, da ne bomo preveč politizirali. Moje vprašanje je zelo enostavno. Vi boste jutri predsednik države. Kako boste pomagali vzpostaviti most med podjetniki, torej bom rekel, med družbeno odgovornimi podjetniki in vlado, ki je takšna, kakršna je, in v tej vladi je tudi stranka Levica, ki je za nas z svojimi izjavami in politiko precej velika grožnja, kako boste vi to poskušali skomunicirati ali pač ne boste poskušali, kakorkoli. To me zanima. Hvala lepa. Redna srečanja predsednika države in predsednika vlade so nekaj, kar je treba gojiti. Na teh srečanjih se je treba pogovarjati o takšnih težavah, ki jih tudi zdaj vi omenjate. Zdaj, ko govoriva o tem, kaj kdo dela za svoje volivce, se vsaka stranka ima svojo agendo, vas bolj boli levica,
Mene morda bolj boli desnica, ki ne sprejema drugače mislečih in ima človekove pravice tam nekje na dnu svoje lestvice. Skratka, ne, predsednik oziroma predsednica bo moral vse te segmente naslavljati, ampak sama sem pripravljena in se bom zavezala temu, da se bom z gospodom Golobom in še naslednjim predsednikom vlade, namreč ne, mandat predsednice je 5 let, kar pomeni, da bom delala pod najmanj 2 vladama, da bo na teh rednih srečanjih tudi to vrstna problematika na dnevnem redu. Jaz sem tako fan gospodarstva, tako da v tem primeru mislim, da je jasno, da imate sogovornika, ki temu prisluhne. Prej sem omenil forum, ki mislim, da je pravi forum vrha slovenske politike, vkolikor tu ni posluha, predsednik republike je uporabi to, kar ima, torej lahko javno spregovori, lahko spregovori v državnem zboru in se lahko jasno postavi, da lejte, ali bomo v tej državi bogati ali bomo revni. Če želimo biti bogati, moramo oblikovati tudi tako okolje, ki omogoča gospodarstvu, da raste. Tako. Kažejo, da moramo končati. Tako da. Lahko samo eno vprašanje potem. Omenili ste človekove pravice. Zanima me, kako vidite svojo vlogo, če še kdaj pride do take situacije, kot smo jo bili deležni 2 leti covida in ko so se človekove pravice teptale. Ena redkih sem bila, ki se je oglašala zadnji 2 leti. Zadnji 2 leti prejšnje vlade vladanja z odloki so bile zame grozljivi 2 leti. Sej zaradi tega je SDS pač tudi izgubil na volitvah, sej na tem se je gradilo. Oziroma tudi ni bilo težko, ker so se res temeljne človekove pravice praktično v vsakem PKP ukrepu je bilo nekaj podtaknjenega, odloki, mene moja pravna duša bolela na dnevni bazi. Tu sem pogrešala predsednika Pahorja. In na začetku najave svoje kandidature sem povedala, da v takšnih trenutkih, ko gre za najhujše zdrse v demokraciji, za negacijo temeljnih človekovih pravic, ki ne sme biti samo nek prazen list papirja, s katerim opletamo, da se takrat z vidika moralne avtoritete predsednik oziroma predsednica mora oglasiti. Več vzvodov je na voljo. Premalokrat so po mojem mnenju predsedniki do sedaj izkoriščali možnost podati mnenje v parlamentu na zahtevo predsednika države. Skratka, predsednik oziroma predsednica države lahko zahteva, da ga parlament posluša. In to bom izkoriščala, ne seveda na dnevni bazi. Vsi boste razumeli, da se predsednica države ne sme vpletati v izvršilno vejo oblasti in dnevno politiko, ampak COVID in zadnji 2 leti vlade gospoda Janeza Janše so bili obdobje, ko tiho jaz zagotovo ne bi bila. Anže, še za konec. Vi ste bili sicer minister. Ja, sej jaz pravim, da enako kot na predhodno vprašanje, mislim, da je forum vrha slovenske politike pravi odgovor na to, kjer predsednik republike z vsemi odločevalci predebatira, ali so to res ustrezni ukrepi, ali se ne da na nek drug način. In če ima predsednik republike potem drugačno mnenje, poskuša to mnenje nekako uskladiti v ukrepih. Če je izvršilna veja oblasti ali pa zakonodajna veja oblasti gluha za te pozive, potem se predsednik republike oglasi. Hvala lepa, da sta se vidva oglasila tukaj v tem klubu. Hvala vam.